Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lepo zdrav v novi oddaji Klepetalnica. Danes bo govora v oddaji o Grossmanu, o Grossmanovem filmskem festivalu, nekaj o zgodovini in seveda pričenja se prihodnji teden o tem, kaj nas čaka v Ljutomeru, kjer poteka tale festival. Letos bo že 15-tič potekal v Ljutomeru in seveda v studiu pozdravljam oba, ki sta nekako zadolžena za glavne stvari. Tomaž Horvat, programski vodja oziroma skrbite za program od vsega začetka festivala, dobrodošli. In pa Borut Horvat, vse pri priimki se ne bom zmotil, ne? Borut, vi ste organizacijski oziroma marketinški del pokrivate kot vodja. Morda, cenjene gledalke in gledalci, za začetek nekaj o Grossmanu, da vemo sploh, da predstavimo, za koga gre in zakaj se ta festival imenuje Grossman. Gre za advokata Prleka, rojenega v Drakovci leta 1864, ki je opravil seveda v Gradcu študije, v Trstu opravil izpit za advokaturo in mislim, da leta 1901 postavil samostojno advokaturo v Ljutomeru in bil je napreden, izobražen, dojemljiv za te stvari. Bil je tudi kulturnik, ukvarjal se z gledališčem, prevajanjem, pisanjem in tako naprej. In potem je iz Dresdna pripeljal prvo kamero, 17,5 milimetrska, to se vi bolj razumete v to, ne? In nastali so prvi 3 filmi. To smatramo kot začetek filma v Sloveniji. Leta 1905 od Maše in pa Sejem v Ljutomeru, leto kasneje pa potem še na Domačem vrtu. Tako se je to začelo ob 100-letnici, to je bilo leta 2005, pa so se fantje v Ljutomeru staknili glave in rekli, počastimo 100-letnico doktorja Karla Grossmana in naredimo nekaj njemu v čast, kajti gre za velikega Slovenca. Prvi slovenski zapis, sploh to priznavajo vsi. Tomaž, takrat je padla ideja, da pričnete s festivalom. Priprave so začele že malce prej. Tam leta 2003-2004 sem skontaktiral takratnega direktorja Slovenske kinoteke, mojega bivšega profesorja na Filozofski fakulteti, ki se je ukvarjal tudi s filmom, in sem predstavil tole idejo. Vsi so bili navdušeni, da bi začeli, da bi počastili 100. obletnico nastanka prvih slovenskih filmskih posnetkov. In takrat se je začela zgodba nekako rolati in odvijati. Prijavili smo projekt te 100. obletnice na evropske razpise, takrat je FARE, mislim, da je bil. Razpis smo dobili. Festival sam je bil v tem razpisu oziroma v tem prvem letu našem, je bil v bistvu manjši del celega projekta. Mi smo takrat postavili še stalno spominsko sobo Karla Grossmana, ki še zdaj stoji v Ljutomerskem muzeju. Izdali smo strokovni zbornik, posneli smo neke krajše dokumentarne filme, tako da festival je samo en del tega bil. Je pa festival malo začel doživljati neverjeten spon. Ko smo prvo leto smo se še nekako lovili, pol pa ko smo našli nekako svojo nišo, to je ta fantastika. Videli smo, da na tem prostoru primanjkuje takih festivalov. Nazadnje smo prvi festival taki žanrski na področju celotnega Balkana. In to se je izkazalo za dobro potezo. Poleg tega smo mi, celotna ekipa, na nek način ljubitelji takega filma, tako da nam je bilo lažje se tega lotiti nekako. In potem pa, tako pravijo, ostala je zgodovina nekako. Borut, ste takrat na začetku leta 2005 imeli vizijo, ste si lahko sploh predstavljali, kaj bo ta festival, letos bo 15. prerasel, da gre za praktično v tem tednu za center filma v Evropi, da ste postavili pravzaprav Ljutomer, eno manjše mesto, na filmski zemljevid Evrope? Ja, ob prvi ediciji festivala prav gotovo ne. Vse pa, kot je Tomaž omenil, so se stvari po drugem letu. Drugo leto je bilo, mislim, da najtežje za nas, ker, kot je Tomaž povedal, prvo leto smo se financirali iz tega evropskega projekta, potem smo se pa morali postaviti na svoje noge. Filmski festival je ena ogromna logistika. To gledalci verjetno si težko predstavljajo, kaj to vse od zadaj pride, od tega, da filme podnaslavljamo, do pravic, da jih predvajamo, da goste pripeljamo z letali na bližnja letališča, da jih naši šoferji potem pripeljajo v Ljutomer in tako naprej. To so
V glavnem je to povezano z enimi velikimi tudi stroški. In ob organizaciji drugega festivala smo se na nek način odločili, kako peljati festival naprej. Naša regionalna prednost v Ljutomeru je pač seveda vino, zato smo tudi v ime že na drugem festivalu vključili vino. Prvi festival se je imenoval celo Grossmanov festival digitalnega filma. In ob drugi ediciji pa smo ime spremenili v Grossmanov festival filma in vina. Obenem pa takrat leta 2006 še ni bilo tiste gospodarske krize, ki je prišla z letom 2008 in so nas lokalni vinarji seveda podprli. In so bili naši glavni pokrovitelji in s tem v bistvu smo se mi eksistenco drugo leto rešili, potem pa tretje, četrto in tako naprej pa smo zelo hitro pa rapidno rasli. Ne nazadnje, hitro ste prišli tudi izven meja, prerasli te okvirje. Tomaž, začeli ste v začetku sodelovati z velikimi imeni, oziroma preko poznanstev, bi rekel, Francis Lak, pokojni Rajni, in potem ste prišli, mislim, da drugo, tretje leto že v Cannes na festival, seveda kot spremljevalna dejavnost, ampak bili ste zraven, videli ste, kaj se dogaja, to vas je hitro potem izstrelilo v orbito filma. Mi smo začeli praktično brez kakih vez, mi ne prihajamo iz filmskega sveta, ponavadi se lotevajo takih projektov ali distributerji ali producenti filma, pač nekdo, ki že ima veze s filmom. Mi takrat še nismo se ukvarjali s to dejavnostjo, tako da smo morali začeti čist z nule. In kje je najboljše začeti iskati kontakte in filme najnovejše kot Cannes, ki velja kot največja filmska tržnica. Moram pa reči, da naš preboj veliki se je zgodil z povabilom Rogerju Cormanu. To je bilo leta 2008 in ko je ta gospod, to je meni osebno še zdaj to najljubše gostovanje, Roger Corman je, ne vem, če veste, on je postavil novi Hollywood praktično, pri njem so začenjali režiserji kot James Cameron, Joe Dante, Coppola, Robert De Niro je pri njem prvo vlogo odigral, Jack Nicholson je bil pri njem denimo scenarist, šele potem je šel v igralsko kariero. Praktično ni človeka, ki je tam v 80-ih, 90-ih posnel kakšne odmevnejše filme, ki ni začel pri njem. Kako ste prišli do njega, Tomaž? Ja, to pa je taka nora ambicioznost, pač, če ne veš, da ne gre, pač probaš. In smo probali, nekako preko žene smo prišli do njega in se znašel nekako tu. In to nam je res odprlo veliko vrat. Malce odškrneš prvo, potem pa... Ja, morate razumeti, Roger Corman je povezan s vsemi. On nas je vsi ga poznal praktično v Hollywoodu. On je res legenda producentstva. Mislim, da ima za pasom čez 500 filmov, ki jih je produciral. Tako da pa se je nekako razvedlo, pol je lažje prišla beseda do kakih drugih filmskih ustvarjalcev, ki smo jih kasneje vabili in začelo se je rolati nekako. Boro, tako kot je, o tem bo Tomaž še povedal, programsko festival rastel, več kategorij, več filmov, sprva ste morali iskati filme, o tem bo Tomaž povedal, sedaj jih morate selekcionirati, izločati, tako je tudi rasel, kar se tiče marketinga, kar se tiče budžeta, kot radi rečemo, oziroma vsega tega filma. Ni lahko takšen filmski festival speljati, povedali ste, da je tu ogromno logistike, da je tu, ali naša lokalna skupnost ni zainteresirana, ali slovenska skupnost kot takšna ni zainteresirana toliko, da bi to lahko brezskrbno rekli. Za leto 2020 pa imamo sedaj že zadevo urejeno. Ja, to je kar velika problematika pri nas. Ne samo lokalna skupnost, kot si omenil, Branko, filmski turizem na splošno svetu velja za najhitreje rastočega, zato bi veljalo izkoristiti takšen potencial, ki ga ta festival ima. Mi nenazadnje v Evropi pa v svetu nekaj pomenimo. Letos smo bili izbrani med 30 najboljših žanrskih festivalov na svetu po izboru revije Movie Maker, ki je največja strokovna revija za film na svetu, z Amerike. In verjamem, da bi lahko bistveno več naredili iz tega. Zdaj mi, kot ena mala ekipa entuzijastov, ki se 15 let že na etični pogon pravzaprav matra s tem festivalom, pač to opazimo.
nimamo, kako bi rekel, zadoste finančne podpore niti strani države, niti strani lokalne skupnosti, po našem mnenju seveda, glede na to, kaj festival pomeni že zaenkrat, ne. Če lahko malo prekinem, ne. Vse občina tudi pomaga, ne, finančno, še kar v redu, problem Ljutomera je pač infrastruktura malce pomanjkljiva, ne. Gospodarstvo verjetno. Tudi, ja. Je pa na državni ravni, ne. Slovenski filmski center nameni vsem festivalom v Sloveniji približno tam nekje od oka, no, polovico zneska, kot ga nameni recimo Hrvaška, enemu večjemu festivalu njihovemu, ne. Tako da tukaj vemo, kje smo, ne. No, tudi to sem hotel omeniti, bistveno lažje je festivale organizirati v bolj urbanih središčih, tako kot je Ljubljana, ki ima nenazadnje vso infrastrukturo postavljeno, vso opremo imajo tam in ne rabijo tega voziti na, ne vem, določene lokacije, ker naš festival na primer dogaja na 5 prizoriščih simultano naenkrat in seveda treba vseh 5 prizorišč iz nule opremiti, ampak res iz nule. Mi nimamo niti projektorja, niti platen, niti... Vse vzamete v najem? Se pravi, vse vzamemo v najem, vse najemamo, vse moramo outsourcati in tu v bistvu nastanejo ti ogromni stroški, ki jih je treba pokrivati. Pol so seveda tu vsi gosti, ki prihajajo in tako naprej, ampak menim, da bi, kot je bilo vprašanje v štartu, da je velik potencial, ker imamo ogromno enih turističnih produktov, ki jih lahko združujemo v en takšen dogodek, kot je Grossmanov festival. Mi smo že pred leti seveda na široko razmišljali, kaj bi lahko še dodali zraven. Težava pa je, da festival traja samo 5 dni. In zdaj, ne vem, vabiti 100 turističnih ponudnikov, da bi sodelovali, okej, ne, v redu je, da se to zgodi tam, ampak to bi trebalo nekako kontinuirano, več dogodkov bi se moralo slediti. V glavnem, to sezono festivalov bi mogli raztegniti in se povezati in verjamem, da bi na ta način bili uspešni. Tako lepo vprašanje. Začeli ste festival v mesecu avgustu, svoj čas, koliko se spomnim, sem bil bolj zraven tega, sedaj ste to preselili v juli. Zakaj? Zaradi koledarja drugih dogodkov v Evropi? V bistvu iz dveh razlogov, no, prosti. Prvi je ta, da vreme ni več tako stabilno v avgustu, no, to smo opazili in rata tudi noči ratajo hladne in film pač je najlepše gledati, če je zunaj, ne vem, 25 stopinj ali pa vsaj 20 zvečer in so dogodke nekako na ta način jih je lažje organizirati. Pa tudi to, da se stemni, recimo tam ob 9 je nam čisto dovolj, ne. Ni potrebno, da je že ob 7 recimo projekcija prvega filma. Tomaž, rekel si, da ste pa začeli, takoj ste spoznali neko nišo v tem fantastičnem filmu. Svoj čas so ga imenovali tudi Festival groze, ali še česa, jaz vem, kaj se vse dogaja. Bomo takole potem šli skozi program. V začetku je bilo verjetno priti do kvalitetnih tovrstnih filmov v tem žanru težje, kot je danes. Sedaj ste priznani, sedaj imate imidž, kot se temu reče, ne? In mislim, da sedaj že morate imeti tudi, ne vem, strokovno komisijo, ki vse prijavljene filme pregleda in izloči. Tudi to je, po mojem, hudo in težko delo. Točno tako, ne. To je, recimo letos je nas približno 4-5 nas je v selekcijski ekipi, ne. Vsega skupaj mislim, da je bilo na voljo za pogledati filmov samo letos, če se ne motim, tam enih 300 celovečercev, ne, pol pa še kratki pridejo, ne. Tako da to si moramo definitivno razdeliti nekako, ne, med sabo, ne. Ja, začetki pa so bili skromni, seveda, ni bilo še toliko produkcije, ne. Mi smo ravno začenjali takrat, ko se je začela ta digitalna revolucija snemanja filmov, ne. In potem, ko se je uveljavila že ta, ne, je res prišel val, ne, novih nekih žanrskih filmov, ne, pol je bilo malo lažje zbirati, ne. Na začetku pa še smo delali s 35 mm kopijami, že da kopijo pripelješ nekje iz Evrope, je stalo nas ne vem koliko že, taka velika škatla, ne. To smo zdaj na srečo že malce pozabili, čeprav se z nostalgijo še nekako spominjamo teh časov, ne. Poleg tega opažamo, da je vedno več filmov se takih začelo snemati v regiji, ne še toliko v Sloveniji sicer, ampak država bivše skupne države, ne. Recimo Hrvaška in Srbija sta skoraj vsako leto kar močno zastopana pri nas, ne. Tako da, ja, kot ste rekli, ja, dosti lažje je zdaj, ne. Mislim, zdaj že režiserji nam se ponujajo, pa ne, nekako smo postali festival, kjer pač
se jim zdi, da morajo predstaviti svoje filme. Ne. Tomaž, rekli ste celovečerni kratki, kaj te jaz vem, v začetku se spomnim, so bile 3-4 kategorije, zdaj imate koliko teh kategorij oziroma 5 prizorišč, kot je rekel Borut, na vsakem prizorišču se druga kategorija predvaja, ali kako je s tem? Malo pojasnite našim gledalcem, gledalcem. Tako je, no, malo se... Povejte, da vsega hkrati ne moreš videti, ne? Še to, ne? Ja, tak je na vseh festivalih filmski, ne? Zdaj, če bi imeli več prizorišč, več kinodvoran, bi mogoče lažje bilo, ne? Ampak dobro. Ja, letos imamo, evo, letošnji podatki so taki, na primer, ne? Imamo 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 kratkih filmov iz skoraj 38 držav, ne? Kratki film, kaj to pomeni? Do pol ure tu nekje. Do pol ure, ne? Ja. Ja, naša glavna kategorija so Hudi bančki, ne? To je naša glavna tekmovalna kategorija, kjer iščemo pač najboljši film festivala, ne? Aktualen film. Ne? Celovečerni. Tako, ne? Celovečerni, ja. Potem so tekmovalne kategorije še za kratke filme, pa za glasbene dokumentarce. To so prej 3 hudi mački? 3 hudi mački, pa... Vinski maček. Vinski maček šampion, ali kako je, ne? Vinski šampion, hudi maček. Vinski šampion. To še pa ni vse, ne? Imamo še tudi druge kategorije, ne? To so dokušok, kjer imamo dokumentarce, ki se tičejo pač filma, potem je še, kako smo poimenovali, Vrt mučenja ali Torture Garden, ki je maraton 5 ali 6 filmov, kjer se ne plača vstopnina, temveč izstopnina. Kjer preživi. Tako, kdo dlje zdrži? Kdo dlje zdrži, manj plača, ne, na takem konceptu. A, tako je, če po 1 uri zapustiš, več plačaš kot po 5 urah. Seveda. Zato temu se reče vrt mučenja. A ja, lahko pa zaspiš. Za prigrizke in hrano, mislim, za prigrizke in pijače je poskrbljeno za te maratonce, ne. Pa moram reči, da imamo kar zvesto publiko tukaj, ne, se kar napolni ta dvorana. Borut, v tem času, v 14 letih, kolikokrat je že bil filmski festival, ste pripeljali svetovno znana imena, Tomaž je omenil Korbana, tudi igralce, podarite tudi oziroma počastite jih z tako imenovanim Hudim mačkom za življenjsko delo. Vse nekaj imen naštejete, tu so res svetovna imena, ne samo stal nekdanje Jugoslavije, legendarni Šijan recimo, ampak tu so bili res ljudje v Prlekiji. Ja, tako kot je Tomaž omenil, potem, ko smo imeli Kormana, je bilo lažje, ampak seveda pa ni enostavno, tudi dan danes ni enostavno dobiti gostov, ker mi pač nimamo denarja, da bi jim plačevali honorarje, kakršne pač oni običajno dobijo na podobnih festivalih, zato smo pač odvisni od njihove dobre volje, ne? Pa od tega, če sploh imajo čas, pa trudimo se skozi vsa leta biti zelo gostoljubni, ne? In jih prepričati nekako z našo lepo pokrajino, se z njimi tu ukvarjamo in to je njim veliko pomeni in ta dober glas se seveda hitro širi. Kar pa se tiče samih imen, mi smo imeli tu, ne vem, Franka Nera, koga smo imeli, Christopher Leeja, ne, totalno legendo, mogoče, če samo ta dva omenem. Enzo Castellari. Ravno z Christopherjem Leejem, spomnim se, tudi na zaključni preditvi je dejal, da ne vemo, kje živimo, ne, da je bil po celem svetu in da tako kot se tu v Jeruzalemu počutil zgoraj, je rekel, ko sem šel zjutraj na balkon, dobro, trebali ste poskrbeti za posebno pijačo, ki je pil in tako dalje. Ampak to so malenkosti s tem, kar je človek tudi živel in povedal in pravi, da je fantastično. To je tudi nas preseneti, moram reči. Takrat, ko je to izjavil, na podelitvi nagrad, ne vem, dvorana se cela, mislim, da jokala. Letos pripravljate kaj posebnega, Tomaž? Ja, celoten program, prej sem naštel koliko filmov. Filme? Ja. Tako je, naša častna gosta sta letos 2, in sicer Sam Firstenberg, Američan, ki bo prišel direkt z Hollywooda, ki je najbolj znan po Ameriški ninji. To je za našo generacijo bil nekako prelomen film v 80-ih, ki je tudi sprožil vsem znano verjetno ninja manijo, ki je vladala v 80-ih. Poleg tega je Sam sprožil še eno manijo, ki sicer tukaj zdaj na festivalu ne bomo predstavljali, breakdance manijo s svojim filmom. 80-ta so bila tudi fez znana po breakdanceu in to je tudi se začelo z njegovim filmom. Sam pozna praktično Hollywood iz 80-ih in 90-ih do obisti, tako da bo ta njegov masterclass, ki bo mislim, da v četrtek 18. julija na glavnem trgu v Ljutomeru bo res zanimiv in pester. Druga gostja glavna pa je Kristina Lindberg,
ikona evropske eksploatacije, ne. Na nek način je tudi muza od Quentina Tarantina, saj je njen lik, njen najbolj znani film ga inspiriral za njegovo duologijo, ali kako se temu reče, Kill Billa, ne. Tako da tudi ta razgovor z njo bo zelo zanimiv, ne. Spremljevalne dejavnosti, kupica, ne. Ja, Borut, tu ne dogaja se samo, da gledamo filme v Ljutomeru, ne, tu je... No, nima čas, bomo pač posebno retrospektivo pripravili njunih filmov, bolj ali manj na glavnem trgu v Ljutomeru, tisti, ki so bolj gledljivi, pa bolj namenjeni za širše občinstvo. Sicer pa v 5 dneh nas čaka preko 80 različnih dogodkov na festivalu, to so predstavitve knjig, razstave, letos imamo gledališko predstavo na prostem že za otvoritev festivala, potem so tudi glasbeni dogodki, vinski dogodki seveda, ne, strokovni in družabni. Bi še pa izpostavil recimo, ne, pri filmskem programu, če lahko, ne. Vseeno smo zelo ponosni, da bomo imeli slovensko premiero tega razvpitega finskega Jekleno nebo 2. Iron Sky, kjer so glasbo napisali naši Laibach, ne. Ta se bo zgodila v sredo 18. oziroma 17. Ja. Zvečer na glavnem trgu prišel bo tudi režiser Timo Vorensula in seveda predstavniki kolektiva Laibach, ne, tako da bo to izjemen dogodek. Pa še, na kar smo pa še posebej ponosni, pa je premiera, predpremiera, svetovna premiera, kakorkoli, ne, novega slovenskega žanrskega filma, ne. Slovenski film so pač najbolj neveseli, če se posnamejo v takem našem žanru, ne. In sicer gre za Tomaža Gorkiča, ki je znan potem, da je posnel kao prvo pravo slovensko grozljivko pred leti, Idila, ki se je prav tako premierno predstavila na našem festivalu in mimogrede pobrala vse nagrade na festivalu slovenskega filma v Portorožju, ne. Tokrat pa se bo predstavil z filmom Prekletstvo Valburge. To je taka horror komedija, ki sicer ni bila letos financirana iz proračuna, je pa zato zbral neverjetno igralsko ekipo, ne. Notri so od Tanje Ribič, Jonasa Ž do, ne vem, kaj je že... Grega Skočir pa taki, ne. In moram reči, da bo vsi, skoraj celotna ekipa bo prisotna na premieri, ne, ki se bo zgodila v četrtek 18. Tako. Zanimivo. Že od začetka nekako z tem žanrom, to je žanr, ki bolj zanima mlade kot starejše. Čeprav, Borut, ko smo se pogovarjali prej, pred tole klepetalnico, vsi filmski režiserji, ki tudi niso ustvarjali, nekako z leti se zelo zanimajo za fantastične filme, oziroma gredo v te vode, ne, mladi. Tu bo seveda teh 5 dni, 6 dni, kolikor je, to bo, Ljutomer bo svetovljanski, ne, prihajajo študenti, fakultete, ki študirajo, prihajajo iz tujine, tisti, ki so morda študenti v Gracu, ne, mladi, dobro, mladi, postavi šotor nekje v Ljutomeru, ne nekje na mestih, ne, za goste že morate poskrbeti, tudi to je verjetno problem, ker infrastrukture tudi za goste ni, ne, potem to vse skupaj obvladovati in nadzorovati, ampak začne se vsak dopoldne po 10 uri, ki se spi dolgo časa, ne. Ja, letos imamo preko 40 mednarodnih filmskih gostov, to je v bistvu rekord, letos je, lahko povem, da največji Grossmanov festival do zdaj, po obsegu. Tudi po programu verjetno ja, nismo še toliko imeli. Res je, da nimamo tako zvenečih gostov, kot smo jih mogoče že v preteklosti imeli, ampak kar se tiče pa samega programa, pa je izjemen festival, tako da smo ponosni na to, da nam je to uspelo skupaj spraviti. Kako bo s financami, bomo še videli na koncu, ko bomo potegnili črto, ampak smo optimistični. Tudi pričakujemo dober obisk, no, neskromno. Seveda so vabljeni vsi obiskovalci. V Ljutomeru smo podhranjeni z nastanitvami, to vemo, hotel je pač že drugo leto po vrsti zaprt, to je za nas tudi veliki hendikep organizatorje, ker nam pač še poveča te prevoze raznih nastanitev do prizorišč. Moraš pa omeniti, ne, je pa vsem na voljo kempiranje, ne, in to je brezplačno in v neposredni bližini Ljutomerskega bazena, ki je vrhunski, tako da tudi če ste z bližnjih krajev, občina res na roko, one nam dajo na voljo
Garderobe menda, ne? Prizorišče je na v bistvu mestnem stadionu nogometnem in tam je pač ta infrastruktura postavljena, ki je fina, zraven je tako, imaš pravi bazen, Senca. do prizorišč, pravzaprav je 150 metrov mogoče peš, ker je tam ena lepa potka skozi park in res čudovito. No. Ne zgubijo se v glavnem ljudje, ki pridejo. No, pridejo študenti, pridejo seveda producenti, pridejo scenaristi, vsi, ki se malce zanimajo, kaj ti v teh dneh od 16. do 20. julija, nismo povedali, od torka do sobote, ne, ko traja tale festival, je Ljutomer središče filma. Ni dobenega festivala v tem času, ki je druge po Evropi. Zdaj nekako je Sarajevo, mislim, Ne, do vsake ne, oni so avgusta. Ne, pač, no, vse verjetno so kakšni, ne, ampak tile, ki bi bili relevantni za naš žanr oziroma regionalno, mislim, da ni. Ne. Vse zaradi tega vztrajamo pri tem datumu, tretji teden v juliju, ker smo zdaj že tudi drugi festivali vejo, kdaj smo, ne, in se pač, ne, nekako smo. Ostali mediji, nacionalka in tako naprej, da ne omenjam, kar dokaj dobro spremljajo zadnja leta, dogodke tudi z neposrednimi vključevanji z Grossmanovega festivala, tu imena vidim tudi, kot je Štefančič in tako dalje, že vrsto let, ne, malce poklepetamo, ti ljudje so dostopni, pridejo in seveda tudi dosegljivi. Prav na festivalu Ljutomer, da lahko malo izveš tudi kaj več o njih, ne? Dolgo je trajalo, da smo izpravili, ne, tako daleč, mislim, ven iz Ljubljane, to je težko, ne, te novinarje. Ampak vino potegne, ne, vino. Ja, po par letih je pol nekako prepričalo, ne, pol pa so začeli hoditi. Splet okoliščin, ja, je tako, da... Moram reči, da na začetku, ne, so se čudili, da imamo sploh tam leta 2005-2006, ne, so se čudili, da imamo asfaltirane ceste, ne, pa take, ne. Ja, no, take so imeli, ja. Tole je seveda vabilo na Grossmanov festival. Nova podoba, Borut? Mislim, da je neki novi imidž v tem. Pravzaprav logotip naš, pa no. naš hudi maček ostajata skozi vsa leta enaka podobo, pa seveda kot večina filmskih festivalov vsako leto damo nekemu umetniku za izdelati. Zdaj drugo leto zapored jo je delal srbski umetnik Ivica Stefanović iz Novega Sada oziroma iz Subotice in smo ponosni, no, res smo zelo zadovoljni z njegovimi izdelki, tako da upam, da bomo dolgoročno sodelovali. Borut, tisti, ki seveda ni preveč navdušen ali pa ne zdrži dolgo v vrtu mučenja, po izkušnje vin so praktično vsak večer, ne? Torej gre tudi za, podeljujete najboljšemu vinarju. Kdo ocenjuje ta vina, to me zanima, ne? In verjetno je poskušnja vsak večer. Ja, točno tako. Pravzaprav to je tudi zanimivo, tu smo iskali pač neko svojo zgodbo, kako bi ocenili vina, ker vinarji prihajajo pravzaprav na festival z našim povabilom. V preteklosti smo že imeli predizbore in smo pol to strokovno ocenjevali, ampak je to bilo ogromno enega dela, pa težko je imeti recimo vinarje v programu, ki nimajo pravega interesa biti tam. In če oni niso fizično prisotni vsak večer, kot si omenil, ko se vina poskušajo, pol je pač to nam malenkost težje organizirati, ampak vsak večer imamo na glavnem trgu prav posebno stojnico, kjer so tekmovalna vina na razpolago obiskovalcem festivala in tudi obiskovalci imajo zadnja 3 leta možnost oddati svoje mnenje. Če probajo vseh, letos imamo 5 vinskih vzorcev, če probajo vseh 5 vzorcev, dobijo glasovalno pravico, dobijo glasovalni listek, izpolnijo kratko anketo in njihov glas šteje tretjino glasu filmskega gosta. Ker pri nas so glavni ocenjevalci filmski gostje. Mi za njih naredimo posebne degustacije, takšne na nivoju, v primernih ambientih, na kakšnih lepih finih terasah, na kakšnih vinotočih. In ko oni pač probajo vse te vzorce, na tej posebni degustaciji tudi obdajo svoje mnenje. Imamo v bistvu 4 zelo enostavna vprašanja, ki so recimo, s katerim vzorcem bi upali količinsko malo pretiravati, koga bi obdarili, mislim, s katerim vzorcem bi obdarili prijatelja, s katerim partnerja in tako naprej. In potem tudi dobimo eno matematično kalkulacijo, ja, da potem vidimo, kdo je dobil največ glasov in postal vinski šampion hudi maček. Tomaž, imate delavnice tudi, ne? Tista parada zombijev ob koncu, pa to še posebej pritegne, ne? To se pravi maskeri, ki niso samo naši, ne? Sicer Slovenija tako ne premore veliko, prihajajo iz tujine, ne? Ja, letos še posebej, ne? Imamo, najbolj bi izpostavil delavnico posebnih učinkov in maske, ne?
ki jo bo vodil Miroslav Lakobrija iz Beograda, ki velja za trenutno, mislim, da enega največjih maskerjev v Evropi. Ne. Dela non-stop po celi Evropi tele filme. Ne. Zaslužen je med drugim za efekte pri srpskem filmu, Zoni mrtvih, prvi zombi film z Balkana in tako naprej. Ne. Res je podkovan totalno, ne, v tem. Tako da tukaj še zbiramo prijave. Če koga zanima, se lahko prijavi. Ne. Tako znanje verjamem, da Sloveniji ne more dobiti, ne, kot ga bo tukaj dobo. Ne. Bodo pa vsi udeleženci tele delavnice, plus mentor, pa somentorica, ki je Mateja Naberšnik z Maribora, pa bodo na koncu, na zaključni dan festivala od 12. ure že naprej, mislim, da maskirali vse te prostovoljce, otroke, stare, mlade, ki bodo sodelovali na tem zombi voku našem. Ne. Tako da se letos obeta res eden bolj spektakularnih teh parad zombijevskih. Ja, mislim, da smo skoraj vse dorekli v današnji klepetalnici. Povabilo vajo dveh, Tomaž Horvat, program Borut, ostala zadeva, oba dva Horvata. Povabilo prihodnji teden, ne? Od 16. do 20. od torka do sobote, 15. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, tako je uradno menda. Povabilo vsem iz dežele ob Muri in še od kod drugje. Ne? Tako, vseeno je to en najbolj unikatnih festivalov, tako da lepo vabljeni. Se strinjam. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, danes ste morda izvedeli kaj novega o Grossmanovem festivalu, ki je že prisoten v Prlekiji 14 let, letošnjo bo 15. festival fantastičnega filma in vina. Bodite del svetovnega dogodka, bom rekel, ali pa vsaj evropskega, bodite svetovljani, bodite med ljudmi, ki se ukvarjajo s filmom, spoznali boste zanimive in predvsem prijetne ljudi, kajti gostoljubnost je tudi zaščitni znak Grossmanovega festivala že vrsto let. Pa srečno do prihodnje klepetalnice.